V oddaji se bomo pogovarjali o diskriminaciji glede na starost in tudi o povezavi diskriminacije z načeli socialne države. Pogovarjali se bomo o medgeneracijski solidarnosti, o prevelikem posploševanju določenih lastnosti glede na generacijo, najsi bo starejši so modrejši, pa po drugi strani morda malo manj aktivni, mlajši so neizkušeni, pa preveč zaletavi. Tako da ključni poudarek bo o povezovanju generacij in o tej medgeneracijski solidarnosti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj zagotovo že poznate našo oddajo, ki se je nekako, kot pravijo, prijela med vami, radi jo gledate, imam zelo različne goste. Tokrat pa vas bom presenetila, ker moj gost ni starejši gospod, pač pa mlad. Mlad človek, ki pa se ukvarja s starostjo, z diskriminacijo starejših in z vsemi področji, ki spadajo k starejšim. Zelo sem vesela, pozdravljeni docent dr. Nejc Brezovar. Bom kar prebrala, ker vaših funkcij je kar veliko, pa me boste še dopolnili. Docent upravnega prava in prava javne uprave, predstojnik upravno-pravne katedre, član skupine neodvisnih strokovnjakov za Evropsko listino lokalne samouprave pri Svetu Evrope, svetovalec predsednika vlade, nekoč v preteklosti in tudi tedaj državni sekretar, predavatelj doma in v tujini. Kaj sem pa pozabila? Najprej en lep pozdrav in seveda hvala za tole prijazno vabilo. Kakšna stvar bi se še našla, naprimer, če smo ravno na ljubljanski, bom rekel, televiziji. Nekaj časa sem služil tudi kot mestni svetnik, tako da sem se ukvarjal tudi z lokalno samoupravo. Drugače sodelujem tudi z različnimi inštituti, naprimer na Inštitutu za ustavno pravo. Sem član sveta tega inštituta, kjer se veliko ukvarjamo tudi s človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami. V prostem času pa ponosni očka 3 majhnih otrok, kar pa tudi vzame veliko časa. No, to slednje je sploh zanimivo, tako da verjamem, da imate veliko dela. Seveda je pa prvo vprašanje namenjeno prav temu, kaj vas je pripeljalo do tega, da raziskujete to področje. Ja, kaj me je pripeljalo? Morda osebna izkušnja? Bila je seveda tudi osebna izkušnja, bom rekel, na prvem mestu moj mentor pri doktoratu, namreč s to temo sem se ukvarjal v okviru svoje doktorske naloge, zaslužni profesor, bivši ustavni sodnik, profesor dr. Ciril Ribičič, je predaval evropsko pravo človekovih pravic. Večkrat sva študente peljala na Svet Evrope, na Evropsko sodišče za človekove pravice in večkrat sva se seveda pogovarjala o aktualnih temah, no in takrat je omenil starost. Zdaj bom rekel, kot še mlajši mi je bila seveda starost malo tuja, ker sem starost razumel kot nek pojem, ki je povezan s starejšimi. Pa vendarle je ravno starost tista, ki v bistvu povezuje na nek način vse nas. On mi je to predstavil z zelo zanimivega vidika, je rekel, torej ne samo starejši, tukaj so tudi vprašanja različnih omejitev, naprimer volilne pravice in tako naprej. In potem sem ugotovil, da je to zelo zanimiva osebna okoliščina, na kateri je, bom rekel, tudi diskriminacija prepovedana, in sem rekel, da tole bi bilo pa vredno malo bolj poglobljeno preštudirati. In tako, bom rekel, je nastala pol tudi ena knjigica. Jo mogoče malček predstavite, to knjigico? Ja, seveda, torej gre za knjigo, naslov je Prepoved diskriminacije glede na starost. Torej notri obravnavam od teorije do pravne prakse, do različne vidike, bom rekel, starosti kot take, torej še enkrat, starost dejansko povezuje generacije, vsi smo pripadniki neke generacije, vsi imamo neko starost. Meni je bila starost zelo všeč ravno zaradi tega pozitivnega vidika. Če se mlajše generacije v nekem trenutku zavedajo ali pa zavedamo, da je treba starejše v določenih primerih zaščititi,
jim pomagati, a ne, torej, da smo neka solidarna, medgeneracijsko solidarna družba, je to seveda zelo pomembno, pa ne samo pomembno, ampak logično, ker prej ali slej, če bomo imeli seveda ta privilegij, bomo starejši tudi mi. A ne. Če dočakamo, a ne, Če ta dočakamo, leta, nekateri smo že zelo blizu oziroma tam, vendar se tudi govori že o četrti generaciji, ne samo o tretji. Zelo zanimiv je recimo podatek, da pred mogoče 20-30 leti smo imeli 40 ljudi, ki so bili starejši, predvsem ženske, od 100 let. Danes, ko sem pogledala zadnje podatke, predvsem mislim, da za minulo leto, že okoli 400. Imate morda vi kakšne druge podatke? Da bi spremljal aktualne podatke o, bom rekel, tej starosti niti ne, je pa res, da postajamo seveda dolgoživa družba, torej, ampak bom rekel, tukaj se ne bi mogoče osredotočil toliko na to dolgoživost kot nekih kronoloških letih. Mislim, da to, kar je izziv, a ne, medicina je že napredovala, seveda življenje se podaljšuje, izziv pa je seveda, kako ohranjati to kvaliteto, to aktivnost, rečemo, zdaj ste lepo povedali, v tej že četrti generaciji. Ja, tretjo smo nekako zapustili, zdaj smo v četrti in tudi v četrti je zelo veliko aktivnih. Kateri so pa tisti najpogostejši predsodki? Ja, zdaj predsodkov, če se pogovarjava o starejših, a ne, je seveda več. Zdaj, problem pri teh predsodkih oziroma stereotipih je to posploševanje. A ne. Torej, za starejše, na primer, se reče, da ne vem, in kognitivne funkcije morda ne delajo več dobro, da niso več tako sposobni, da nimajo več toliko energije, a ne. Po drugi strani se za kakšne reče, da so seveda izkušeni, podobno kot za mlade se reče pa, da so neučakani, neizkušeni in tako naprej. Zaletavi. Zaletavi, na primer, ne. Problem je torej v teh stereotipih, v tem posploševanju. A ne, meni bo zelo všeč primer, to bom na hitro povedal, torej ta stereotip beseda, a ne, izvira od nek tiskar je bil Didot v Franciji v 19. stoletju, ki je te plošče naredil za tiskanje. A ne. In seveda to je ista lastnost, in to tudi delamo v družbi. A ne. Se pravi, problem ali pa rečemo izziv, ki ga vidim, je ravno to, da se neko generacijo posplošuje. Malo so krivi tudi mediji, ker predstavljajo, bom rekel, starejše v določeni luči, malo tudi to, da mogoče danes ni več toliko tega medgeneracijskega stika, kot je bil včasih. A ne, malo pa tudi to, da mogoče ne sledimo razvoju kvalitete ali pa rečemo aktivnosti življenja starejših generacij, ker bom rekel na ta način, ampak 70-80-letniki danes so nekaj drugega, kot so bili rečemo pol stoletja nazaj. A ne, in teh sprememb. Včasih sem jaz rekla že za 50-letnike, joj, a toliko so že stari, ko sem bila morda še mlajša od vas. Danes me ne presenečajo niti 80, niti 90. V domove starejših odhajajo celo pri 90-ih, potem pa pravijo, toliko jih umre. Saj navsezadnje vsak po 90. Enkrat so zapisali že, da vsak, ki doživi 50, po 50 zagotovo enkrat umre. Ne? Kaj pa diskriminacija? Imamo še čisto malo časa v tem prvem delu. Kaj je tisto, kar vas najbolj vznemiri, ko rečem diskriminacija starejših? Zdaj, spet diskriminacija, ne, samo po sebi iz latinščine pomeni razlikovanje. Zdaj, vsako razlikovanje ni problematično, ne, pač različne stvari je potrebno obravnavati različno. Problem pri starosti pa je ravno to posploševanje. A ne, ko, na primer, posplošimo neke značilnosti na celo generacijo ali pa na cel del neke populacije, s tem, da so med njimi razlike enormne. A ne, na primer, če gledamo generacijo 70-80-letnikov, med njimi obstajajo velike razlike, torej obravnava tukaj bi mogla biti individualna, ne da se nekomu pripiše neke lastnosti, karakteristike, ki jih dejansko nima. Ko recimo star 70 pa rečejo, aha, ta pa službe več ne more opravljati. No, na primer smo imeli primere prisilnega upokojevanja, zdajle smo videli sodnike in kakšne podobne, a ne, primere, ali pa imeli smo tudi kakšne zakone, ZUJF. Na ustavnem pa ni omejitev. Na ustavnem ni, ampak rečemo, da tam nimajo trajnega mandata, ne, so omejeni že tako na 9 let, ampak ja, drugače pa so, a ne, in danes 70-letniki, se pravi, odvisno od primera do primera, ampak marsikdo je več kot kognitivno zelo dobro usposobljen. Tako da.
Zdaj se približujeva koncu, bova zaključila tale najin prvi del, ki je bil en tak lep uvod v to, da nazivamo tudi pravilno starejši, ne pa ostareli, obnemogli. Potem vidiš vsekakor nekoga, ki ima najmanj palčko, če ne sedi že na vozičku. Tako da zaenkrat hvala, doktor Brezovar, potem pa nadaljujeva. Hvala vam. Ponovno, drage gledalke, cenjeni gledalci. Nadaljujem s pogovorom z zelo zanimivim gostom, dr. Nejcem Brezovarjem. Govoriva seveda o starosti, o stereotipih, o diskriminaciji. Vse skozi pa v ozadju oziroma tu in tam vidimo tudi nekaj, česar ni tako lahko razložiti, kajti izgleda, da je več generacij. Nekdo je na vozičku, nekdo ima palico, imamo pa tudi otroka in izgleda mamico. Kaj to pomeni? Torej, to sliko, ki jo vidite za nama, slika predstavlja pa naslovnico ene druge knjige, ki sem jo tudi nekaj let nazaj spisal in je tudi povezana seveda z vsemi generacijami, zato je slika taka. Gre pa za ustavno načelo socialne države. Torej, socialna država kot taka terja aktivno vlogo države, torej, da ščiti pred nastankom določenih tveganj, različne generacije. Zato tukaj, starejši gospod s palčko, torej, spet mogoče malo stereotipno, da imajo, starejši, kakšne zdravstvene težave, potem seveda invalidnost, kot en primer, osebne okoliščine, tamle je mamica, torej nek status, materinstvo in pa seveda otroci, ki jim država že po ustavi nudi posebno varstvo. Zakaj ta, socialna država, zakaj mi je bilo tudi to blizu? Ker se v majhni družbi, če ni povezana, če ni neke solidarnosti, taka družba težko preživi na srednji in dolgi rok. Pri nas v državi imamo seveda načelo socialne države, že v 2. členu ustave, potem naprimer imamo načelo socialne varnosti v 50. členu, in seveda naprimer tudi za starejše mi imamo pravico do pokojnine že nekaj let zapisano v sami ustavi. Torej, to pravno varstvo tem pravicam nudimo na najvišjem možnem nivoju. No, vidite, ravno ta pravica do pokojnine je včasih na preizkušnji. Mladi danes pogosto govorijo, kaj bom plačeval, ker ne vem, če bom čakal, kaj bo takrat, ko bom jaz toliko star, pravzaprav delal bom do smrti. Potem seveda, kadar se pojavi pokojninska reforma oziroma kakšna sprememba, takrat slišimo marsikaj, recimo do pogreba bo ležal na delovnem mestu, tudi to je krožilo, ampak kot kaže, smo dobili sedaj nov okvir, novo pokojninsko reformo, ki celo ne bo odšla na referendum. Kaj mislite, je ta strah res tako zelo prisoten? Kako mladim vzbuditi upanje, da se splača plačevati, ker bodo dočakali? Jaz sem bila tudi nekoč mlada, zdaj pa že imam pokojnino. No, jaz bom rekel mladim vedno povem, da pri nas imamo nek sistem te socialne varnosti, ki je zanesljiv. Tako da ta strah, da pokojnine ne bo, je malo odveč. Dokler imamo tak sistem, ki temelji tudi na neki medgeneracijski solidarnosti, kot sem rekel, tega strahu ni. Namreč mi imamo ta pay as you go sistem, torej aktivne generacije vplačujemo, in to gre potem v blagajno, torej to gre takoj naprej za pokojnine. Nekaj je treba seveda doplačati čez državnega proračuna. In seveda, dokler bo tak sistem, vedno bodo pokojnine, ker vedno bodo aktivne generacije, vedno bo en del aktiven. Tisto, kar je izziv, bom rekel, ni toliko pravica do pokojnine, ampak je vprašanje dostojanstva v starosti ali pa v neki točki še celo eksistence. Torej, izziv je višina pokojnine. Z vsako reformo se ta odmerni odstotek nekako popravlja, ampak treba se je zavedati, da časov, ko so trije aktivni delali za eno pokojnino, ni več. Demografska slika trenutno je pač taka, da 1,5 približno aktivnih dela, seveda za eno pokojnino. Potem so pa za starejše najbrž kar težke besede, mi delamo za vas. Kako to mladim razložite? Prvič, treba se je zavedati, da te starejše generacije so pa delale cel čas za mlade.
Poglejte, mi imamo tak lep sistem, res prijazen tudi do mladih, a ne. Poglejte, vrtci, na primer, so subvencionirani, kvalitetni, široko dostopni, osnovna šola je brezplačna, srednja šola je brezplačna, mislim, nekaj stroškov seveda je, a ne. Da ne omenjam na primer tudi visokega šolstva, ki je dostopno v veliki meri brezplačno. Torej, to pa je brezplačno seveda na račun teh generacij, a ne, ki so delale prej. Tako da tukaj je ta solidarnost, ta povezanost med generacijami. Jaz mislim, da je eden od največjih strupov v državi ravno tisti trenutek, ko se začne vzpostavljati nek medgeneracijski konflikt, nek spor, ker to ni potrebno in je res odveč. No, to je lepo slišati od mladega človeka, ki ustvarja, ki lahko pove. Kajti, če sprašujem starejše goste, seveda rečejo, ja, ampak kaj pa mladi o tem mislijo? Najbrž je res boleče spremljati to, čeprav celo starejše generacije skrbijo za vnuke, naredijo še zelo veliko dobrega, pa necenjenega dela oziroma neplačanega, bomo rekli. No, absolutno in na primer del ali pa vidik, ki je pri starejših večkrat spregledan, ogromno prostovoljskih ur opravijo. A ne? Torej, to so praviloma neplačane ure. Slovenija, mi smo narod prostovoljcev, imamo tudi pravno to kar okej urejeno, a ne? In seveda starejše generacije to počnejo iz nekega veselja, iz neke dobrobiti, torej prispevati nazaj družbi, a ne? In to je res, da, ali pa skrb za družino, a ne? Če imaš to srečo, da imaš, bom rekel, stare starše, dedke, babice, da pomagajo vzgajati vnuke, a ne, je to res neprecenljivo. Pa na drugačen način, ne? Nisi več tako obvezen kot starš, lahko si malo drugačen, nudiš neko širino tudi tem vnukom. Tako da zdi se mi, da je to prostovoljstvo tako doma kot širše v družbi izjemnega pomena. Jaz upam, da bom, to sporočam našim gledalkam in gledalcem, že v prihodnjem mesecu gostila prostovoljno gasilko. Zelo veliko žensk je prostovoljnih gasilk. Jaz sem si vedno predstavljala, da jih je peščica. In ko so me enkrat prosili, da pridem predavati, sem mislila, da bo to 10 prostovoljnih gasilk. V enem samem, na enem področju jih je bilo 200. Tako da zdi se mi, da ljudje še premalo poudarjamo, kje vse se starejši še danes udejstvujejo. Katere pa so najbolj ranljive skupine, nekako invalide že vemo, ampak najbrž so to ženske, ki ostanejo same, vdove. Če gledamo, bom rekel, z vidika starejših, a ne, je predvsem problem ta večkratna diskriminacija, torej ko nekdo ima neke osebne karakteristike, a ne, ki, bom rekel, kumulirajo ta vidik. Ne. Lepo ste omenili zdajle, torej na primer starejše vdove, ki na primer živijo z eno penzijo, vprašanje je, kakšno so imele službo, plačo tekom življenja, kakšna je višina te penzije, na primer, oziroma pokojnine. No. Potem na primer, torej, ja, starejši, ki imajo na primer kakšne zdravstvene težave, starejši invalidi, starejše ženske ali pa na primer starejši tujci ali pa kakšni tudi migranti, a ne, ki imajo na primer težave z jezikom. Velik izziv na primer pri starejših je včasih tudi digitalna nepismenost. A vas lahko tukaj vprašam, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi še vedno moralo biti marsikaj tudi nedigitalnega za starejše. Zelo jamrajo nad tem, da se ne morejo, ne znajo naročiti k zdravniku, da je danes vse preveč tudi plačljivih zadev, tako da prisloniš telefon, ki ti tudi mlademu lahko kdaj ne dela. Ja, absolutno se strinjam, da je sploh v tem prehodu, ne, mi vedno govorimo ali pa še vedno govorimo o digitalni preobrazbi, transformaciji družbe, je potrebno ohranjati oba sistema. Ne, ravno zaradi tega, ker nekateri ali pa mogoče tudi na kakšnih bolj ruralnih področjih, a ne, nimajo tega stika s tehnologijo. Konec koncev, mi smo imeli v naši državi tudi določene bele lise, a ne, kjer na primer ni bilo dostopa do interneta. Ne. Saj zdaj se te stvari seveda popravljajo, ampak to traja nekaj časa. A ne? In sve navaditi se na neko tehnologijo mogoče tudi traja. Sploh, pa jaz malo posploševal za starejšega človeka. Ne? Tako da treba je trenutno ohranjati seveda dva sistema.
ne ukiniti enega, torej mogoče tega fizičnega, ker seveda bomo potem odrinili še bolj na rob že marsikoga, ki že tako morda, bom rekel, bi potreboval kaj več angažmaja ali pa več pomoči pri vključevanju v družbo. No, jaz se zelo veselim teh vaših idej, kajti podpira jih zagotovo največ starejših. Mi sicer na festivalu vsako leto pripravimo opismenjevanje, vpogled v zemljiško knjigo, kako se naročiš zdravniku, vendar naj bo to nek dodatek. Tisti, ki želi, ne pa obveznost, ko vse drugo odpade. Tako da s tem bi zaključila ta najin drugi del pogovora. Obstaja seveda tretji, tako kot vedno, in se že veselim nadaljevanja. Cenjene gledalke, dragi gledalci, še vedno je moj gost, dr. Nejc Brezovar. Veselim se zadnjega dela pogovora. Govorila bova malo o pravu, ki ščiti starejše, o socialni državi, o težavah, morda tudi o diskriminaciji, ki jo opisujete v vaših knjigah. Tako da zelo me zanima ta širši pogled. Začneva lahko mogoče s pravom. Kaj lahko pravo naredi na področju starejših? Nekaj vsekakor, torej če ne drugega, lahko neko podlago daje, ali pa daje vedeti družbi, kaj je v naši družbi sprejemljivo. Zdaj, kot sem jaz že omenil, pravo, če gremo na ustavno raven, nudi neko zaščito. Zdaj, torej, nudi socialno varnost, naj si bo preko pokojninskega zavarovanja, preko pravice do pokojnine. Imamo tudi prepoved diskriminacije glede na določene osebne okoliščine. Zdaj, starost sicer izrecno v naši ustavi ni omenjena, ampak imamo pa druge dokumente, kjer je omenjena, in seveda tudi praksa je taka. To, kar pa mogoče je izziv, imamo tudi zakon, ki prepoveduje torej diskriminacijo, imamo tudi, varuha človekovih pravic, pa zagovornika načela enakosti, torej imamo tudi inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, pa vendarle ni vedno težava v nekem pravu, v pravnih pravilih, težava je mogoče tudi v razumevanju ali pa mogoče v vzgoji. Jaz bom rekel, ni zaščita ali pa položaj starejših odvisen od prava ali pa od njihove pravne zaščite, ampak bolj od nekega dojemanja strani družbe, strani ostalih generacij. Tukaj pa še enkrat mislim, da je pa velik poudarek tudi na vzgoji, torej v šolah, v vrtcih, v vzpostavljanju tega stika. Veliko se ukvarjam tudi z lokalno samoupravo in imel sem pogovor z enim županom, ki je zelo lepo rekel. Je rekel, veš, mi bomo, tukajle imamo vrtec, zraven osnovna šola in zraven bomo naredili pa dom starejših občanov, da se bodo lahko tisti dedki in tiste babice, ki so že v domu starejših občanov, da bodo lahko potem vnučki, vnukinje prišli k njim, se z njimi igrali, da bo vzpostavljena ta vez. In se mi zdi, da mora družba z tega vidika narediti več, torej to družbeno razumevanje, mogoče že v mlajših letih, da torej se imamo marsikaj za naučiti ali pa da imajo starejši marsikaj za ponuditi tej družbi. Zdaj vse nas skrbi zdravje, starejše pa še posebej, bolj ranljivi, več zdravstvenega varstva potrebujejo. Spominjam se časov, ko sem bila varuhinja, pa so ljudje rekli, imamo pravico do zdravja. Vedno sem jih dopolnila, da ne gre za pravico do zdravja, kajti to nihče ne bi zapisal v ustavo, ampak do zdravstvenega varstva. Kako pa vi to razumete? Je dostopno? Kaj pa pravijo te čakalne vrste? So res takšne? Ker jaz poznam zelo veliko ljudi, ki kar pridejo do uslug, ki jih daje javno zdravstvo. Seveda bogatejši plačujejo, ker je možno in tudi prav, da tisti, ki ima več denarja, lahko ga tudi potroši za svoje zdravje ali pa še za kaj drugega. Tako da, kaj pa menite, kako je to področje povezano seveda tudi s socialno državo? Ja, tukaj pa mislim, da je izziv, ne samo, bom rekel, včasih rekli, na podeželju ni zdravnikov. To ni res. Žal ugotavljam iz praktičnih primerov, da tudi v Ljubljani ne samo starejši, ampak tudi mlajše generacije, otroci, točno tako, pediatri odhajajo. Jaz tako povem na lastnem primeru. Pediatrinja od mojih otrok je šla drugam in so v bistvu na nek način ostali brez pediatra. In to v Ljubljani.
ne, govorim, ni problem torej mesto ali pa ruralno področje. To je seveda velik izziv. Res je, da se generacije, ne, rekel pa, da je starejše generacije vedno več, ampak dostopnost s tem bo prej ali slej, no, treba najti neko rešitev. Je pa res, da vsaka vlada, ki pride, ima idejo o neki zdravstveni reformi, Pa krajših pa čakanj. krajših čakalnih vrstah. Ja, to je zelo popularno, da bojo skrajšali čakalne vrste. Ampak mislim, da če vidite nekako sistemsko, no, se mi zdi, da je še kar nekaj izzivov tukaj, ki bi jih mogli nasloviti. Govorim s prijatelji, ki živijo ali pa njihovi otroci v tujini, tudi tam ni tako lepo, kot morda mislimo. Tudi tam ni zdravnikov, jih primanjkuje, pa delovne sile na številnih področjih. Tako da včasih smo celo kar preveč kritični, potem pa že najdemo neki izhod in tudi rešitev. Upam pa seveda, da bo država, vsaka vlada skrbela za vse, torej kot ste rekli, tako za otroke kot odrasle in starejše. Kaj pa mogoče še malo stanovanjska politika za starejše? Bi morali imeti posebna stanovanja, kako je s temi varovanimi oziroma oskrbovanimi? Ja, tudi na tem primeru, a ne, pa se pojavil po mojem izziv za vse generacije. Ne. Zdaj, mi imamo v ustavi neko tako normo, da bo država skrbela, ne, ali pa zagotavljala, da si vsak posameznik lahko pridobi primerno stanovanje. Zdaj, če pogledamo mlajše generacije, ne, težava je, in to je težava tudi demografije in potem tudi teh medgeneracijskih trenj, mladi s povprečno plačo težko pridejo do stanovanja. Razen, če nimajo kredita. točno tako in celo kredita, tako da če nimajo podporo staršev, starih staršev, zna biti to velik izziv. Zdaj, kar se tiče pa starejših, a ne, pa moram reči, da na nek način za njih, ne bom rekel, da je bolje poskrbljeno, ampak obstajajo neki elementi. Naprimer, kakšna neprofitna stanovanja različnih javnih stanovanjskih skladov, a ne upoštevajo, naprimer, ko se točkuje merila, če si starejši od 65 let, dodatne točke in tako naprej. Kar se tiče pa oskrbovanih stanovanj, je pa seveda ideja super. Zakaj? Ker podpira to dejstvo, da se nekega posameznika starejšega čim dlje ohrani aktivnega v nekem domačem okolju in tako naprej. Težava tukaj pa je na primer zakonodaja, ker v bistvu ni nekih omejitev. A ne, kaj se dogaja na primer z oskrbovanimi stanovanji, seveda kupujejo jih tudi mlajši. Na primer, ne vem, nekdo kupi sicer za svojo mamo, pa reče, ko bo prišel čas. Ali pa podedujejo. Ali pa tudi podedujejo, a ne. Tako da tukaj mislim, da bo država mogla storiti določene korake naprej, ampak je pa vsekakor, se pravim, se nekaj spreminja tudi v tej smeri, ne, to zdaj se govori o tej dolgotrajni oskrbi, torej da bi posameznike čim dlje ohranili doma, aktivne. Tam, ki mi je vse znano, seveda z prilagoditvami, ne? Seveda. Ker ponavadi je ravno to težava, padcev, stopnic v hišah. Širših vrat. Mislim. Imate kakšno tako posebno misel, ki bi jo namenili starejšim? Vam je kakšna še posebej všeč? Posebej všeč, rekel, kar se tiče starejših, bolj bi rekel, ne samo starejših, ampak za vse generacije. In to je ta, da starost, kot smo začeli, pa da zaključim mogoče s tem, starost združuje. Bom rekel, pri starejših bi mogoče rekel, poglejte, ali pa te svoje interese, ne, ki so večkrat, bom rekel, mogoče malo bolj kratkotrajni, v smislu, ne vem, zanimajo jih penzije, stanovanja, dostop do zdravstvenih storitev, a ne. Poskusite se postaviti v vlogo mlajših generacij, a ne, ki jih skrbi na primer okolje, spet tudi stanovanjska politika in tako naprej. A ne, mlajšim pa bi položil mogoče na srce to, da če bojo imeli srečo, pa da bodo lahko ta privilegij dočakali, bodo tudi oni prej ali slej starejši, tako da naj počnejo ali pa naj ravnajo s starejšimi na ta način, kad si seveda želijo, da bo nekoč družba ali pa mlajše generacije, ki bodo prišle za njimi, ravnale z njimi samimi. Imate mogoče zdaj še kakšno zadnje sporočilo našim gledalkam in gledalcem? Jaz se spominjam, da je pred kratkim nekdo, ki je star 17 let, že za 30-letnika rekel, ta je pa že star. No, mogoče bom začel tudi s tem.
mislim, bom začel s tem, ker smo tudi končali prejle. Torej, starost je zelo individualna stvar. Mislim, je na nek način karakteristika vseh nas, ampak njene posledice se različno odražajo pri različnih posameznikih, a ne. Tako da nikakor ne naredimo napake, pa posplošujmo pri generacijah, a ne. Noben 70-letnik ni enak, noben 80-letnik ni enak, tako da to posploševanje res je, da imajo več izkušenj, mogoče tudi več modrosti, ampak če se pošalim, mogoče malo naslov ali pa ime vaše oddaje, a ne, moja modrost, moja starost. Ne, lahko rečemo starost, lahko bi pa rekli moja starost. Pa se lahko vprašamo, a je zdaj modrost pridržana samo za starejše ali tudi kdo, ki je mlajše To se vedno starosti. sprašujem, a je mlad lahko moder. No, včasih so imeli svete modrecev, ne, nekih, bom rekel, starešin, ki so s svojimi izkušnjami potem usmerjali, svetovali, a ne. In jaz mislim, se je treba zavedati, no, da tudi dandanes seveda starejše generacije imajo marsikaj za ponuditi. Za starejše pa nasvet, ne se ustrašiti, ne se umakniti, bodite proaktivni, bodite aktivni. In s tem bova zaključila. Zelo lepo mi je bilo v vaši družbi, prepričana sem, da tudi gledalkam in gledalcem. Hvala za obisk. Hvala za vabilo.